Hvala lepa, predsedujoči. Še enkrat vsem lep pozdrav. Spoštovana predsednica, dragi gostje, spoštovani delegati. Demokratične volitve so za Slovence konec 80-ih pomenile praktično povsem nov svet. Občutek, da lahko oddamo glas, ki šteje, in ne le, da potrjujemo vnaprej dirigirane kandidate, do takrat zgolj ene komunistične stranke, so vsakem resničnem demokratu pomenile prelom. Tudi danes na volitve hodimo na prav poseben način. Nas navdihujejo, nas ne pustijo hladnega in prav vsakič znova, vsaj do razglasitve rezultatov, v nas oživijo neizmerni optimizem. Morda bo tokrat red drugače, si mislimo. Morda se bo končno večina odločila za spremembe in morda bomo tudi tisti, ki vse od nastanka lastne države volimo za dokončni zlom stare, vse pore družbenih podsistemov usidrane miselnosti, dočakali resnični preobrat. Kljub temu, da smo bili mnogokrat razočarani, se v nas, v vsakem obisku volišč, v nas obudijo pozitivna čustva in zavest, da lahko in moramo odločati. Tudi danes so pred nami volitve, a tokrat drugačne. Tokrat volimo v okviru stranke, v okviru strankarsko možnih izbir, za kar mnogi menijo, da ni potrebno. Sam sem prepričan drugače. Prepričan sem, da je tudi znotraj stranke potrebno iskati potenciale, za katere večina meni, da lahko prispevajo k rasti stranke in posledično realizacijo obljub, ki jih dajemo volivcem. Prepričan sem, da je potrebno širiti kadrovski nabor tistih, ki so za stranko vedno pripravljeni prispevati del svojih potencialov, časa, tudi denarja, ne le takrat, ko se delijo koalicijska dogovorjena kadrovska mesta. Prav tako sem prepričan, da tudi znotraj stranke pot delegiranja in neizbiranja ni prava. Ni naključje, da je ameriška pot inovacij, uspeha in prve gospodarske velesile preslikana tudi v njihov politični, tudi znotraj strankarski sistem. Tam ni kronanih prestolonaslednikov, niti ne strani medijev ali drugih strank določenih vodij, ampak izbor narekuje trg. Volivci so tisti, ki ocenijo, kdo in v kakšni meri je vreden zaupanja in kdo lahko pritegne širši krog volilnega telesa. Ker verjamem, da bo tudi na našem političnem prostoru prej ali slej prišlo do preobrata, ko bodo volilci res lahko izbirali po presoji resničnih sposobnosti, sem prepričan, da tudi znotraj strankarske izbire krepijo demokracijo, od nas pa zahtevajo odločitve in v nobenem primeru ne rušijo velikokrat napačne predstave o enotnosti. Enotnost ni enoumje. Enotnost je mogoče najti v širokem naboru različnih idej in nenazadnje enotnosti si ne moremo in ne smemo razlagati s tistim znanim rekom, kdor ni z nami, je proti. Prav zato na volitvah, ki jih bomo izvedli danes, na obeh konkurenčnih straneh, nimamo nasprotnikov. Na konkurenčni strani, torej, če govorim jaz o konkurenčni strani, je predsednica stranke. Nekdo, ki bi mu težko očitali, da ni demokratičen, nekdo, ki bi mu težko očitali, da ne želi sprememb ali da ima zgreščene koncepte. Tokrat se razlikujemo bistveno manj, kot se običajno razlikujemo na volilnih lističih. Ravno to, da bo danes potrebno izbrati, nam tistim, ki smo dolga leta živeli v sistemu, ki izbire praktično ni omogočal, lahko predstavlja nepotrebno breme.
morda občutek, da prevzemamo nepotrebno odgovornost in nas podzavetno sili k misli, zakaj se ne dogovorite in odločite namesto nas. Ravna ta svoboda, ravna ta možnost izbire in prevzem odgovornosti je garancija, da bo naša odločitev prava, da ni bila sprejeta na podlagi manipulacij in da bo prispevala k rasti stranke in posledično spremembi družbe. Kaj torej povedati danes spoštovanemu zboru, da bo čim bolj jasno, kje jaz ocenjujem, da se s predsednico razlikujeva, kje jaz vidim drugačne rešitve, kje menim, da je potrebno stvar korigirati in kje sem prepričan, da smo storili napake. To ne bo kritika Ljudmile, niti ne osebna kritika tistih, ki se bodo v nasprotnih stališčih prepoznali, bo zgolj moj osebni pogled na to, kako bi stranka morala delovati v prihodnje, pa ne samo zato, da bo volilni rezultat dober, to je predpogoj, predvsem zato, da to, kar bomo zagovarjali, tudi resnično uresničimo. Če podam primerjavo, najbrž si nihče od nas ne želi biti v stranki tipa Desus, če tudi ima ta 10 in več %, nekaj ministrov, pa nič, prav nič od tega, kar je v svoji zgodovini obljubila, ni uresničila. Krščanska demokracija je tista, ki mora zagotoviti, da se volilne obljube uresničujejo. Nikoli nisem bil eden tistih, kot je že prej dejala predsednica, ki bi kakorkoli želel funkcijo ali zgolj funkcijo. Vedno pa sem bil med tistimi, ki sem hotel in stremel za rezultatom. Zato v nekaj sklopih podajam tisto, za kar mislim, da zmoremo in moremo drugače in da bo želo več, kot žanjemo danes. Pomlad. Pomlad je mrtva že od 1992, ko je padel Demos in obujanje ideje o pomladnem povezovanju so politične napačne. To so besede, ki jih je bilo moč slišati iz ust najvplivnejših posameznikov naše stranke, slišali smo jih na organih stranke in so bile uspešno prenesene tudi v medijski prostor. Zame in za mnoge Slovence slovenska pomlad nikoli ni in nikoli ne bo mrtva. Slovenska pomlad ni Lojze Peterle, slovenska pomlad ni Janez Janša, niti ni Ivan Oman in še bi jih lahko našteval. To so ljudje, ki lahko slovensko pomlad zaradi svojih izjemnih dejanj zgolj poosebljajo, so ikone slovenske pomladi, niso pa vsebina. Slovenska pomlad so vrednote, ki smo jih pred 25 leti zastavili, a žal še vedno ne uresničili. Zato pomlad v vseh domoljubih, resničnih demokratih in tistih, ki želimo drugačno Slovenijo, ni umrla. Se vam zdi, da imamo res enake možnosti, tisti iz desnega, pa ne bom rekel desnega, torej demokratičnega dela, tega novega demokratičnega pola in tisti, ki so nasledniki tranzicije? Imate, na primer, občutek, pa ne le občutek, vam dejstva res ne kažejo na to, da na primer pri zaposlovanju mladih res ključno vlogo igra njihova sposobnost, izobraženost, talentiranost, ali pa se v večini zaposlovanja odvijajo tako, kot smo lahko prebrali, so se odvijala v primerih zaposlitve Turkove, Janševe hčerke, pa Zanoškarjevega sina. Se vam ne zdi nenavadno, da pa ravno naši otroci niso tako sposobni, kot so na primer sposobni otroci ljubljanskega župana, ali pa da ravno naši otroci nimajo toliko diplomatskih veščin, kot jih poosebljajo oni, ki so se kot otroci bivših diplomatov očitno že z DNK-jevim zapisom rodili kot diplomati. Ali ni ne samo nenavadno, da na javnih razpisih, kjer bolnice kupujejo zdravila, kot je zadnjič povedal dr. Lavre, le-teh ne more kupiti drugje kot pri ponudnikih, ki so svojo sposobnost in ekonomsko učinkovitost dokazovali že v enopartijskem sistemu ali pa so uspešno tranzicijsko podjetje. Lahko bi našteval v nedogled, a ni potrebe. Kdor verjame, da res živimo v družbi, kjer se ceni sposobnost, poštenost, pravičnost, ali pa je del tistih, ki lahko tako zaposlujejo
trgujejo ali odločajo, le tak lahko govori o tem, da je pomlad mrtva. Kdor tega ne verjame, bo težko tako spregovoril. Zato je in bo slovenska pomlad vrednostno vedno živa, saj vseh idealov in pravičnosti v naši družbi ne bomo zlahka dosegli. Kako in v kakšnih koalicijah uresničevati te vrednote je že drugo vprašanje, a do sedaj je bilo na žalost slovensko pomlad moč uresničevati le v večinskih koalicijah sorodnih desno-sredinskih strank in ne verjamem, da bo kaj kmalu drugače. Pravosodje in red. Eno ključnih sistemov delovanja vsake družbe je pravosodje. Tudi tukaj so moja razmišljanja in ugotovitve precej daleč od stališč, ki jih predstavlja naš aktualni minister v senci in kdaj tudi poslanci naše stranke. Pravosodja ne komentiramo, opravi naj svojo vlogo, ni potrebno, da ga kritiziramo, saj s tem dodatno ustvarjamo pritisk in podobna so večinsko izražena mnenja. Lepo. Mnogi me sprašujejo, kakšen pa je razen tega, da očitno nimate stališč, vaš politični program, ki govori o pravosodju. Ali vaša stranka, ki veliko govori o gospodarstvu, ne čuti potrebe, da s spremembami zakonodaje doseže, če ne drugega, vsaj to, da bodo učinkoviti, pošteni podjetniki zares sodno varovani. Kar nekaj idej in predlogov sem podal v času mojega podpredsednikovanja, a žal neuspešno. Tako sem predlagal, da je nujno spremeniti zakon o stečajih in prisilni poravnavi in jo vsaj časovno omejiti. Predlagal sem spremembe v zakonodaji, ki bodo bolj kot dolžnike zaščitile upnike. V primeru pobeglega zloglasnega zavašnika, ki se je uspešno ognil v prestajanju zaporne kazni, se dobesedno norčeval iz pravosodja in organov pregona in žalil najgloblja čustva staršev umrlih deklet, sem predlagal spremembo zakonodaje, ki bi tovrstne zlorabe preprečila. Predlagal sem preveritev ustreznosti zakonskih določb, ki so odnikom omogočajo trajni mandat brez odgovornosti, a prav nič od tega se v stranki ni zdelo pomembno. No, ne morem reči, moram pošteno povedati, ne da se ni zdelo pomembno. Nažalost, ni nikoli prišlo na vrsto in se razen tega, da je kdo od poslancev tu in tam rekel, da je res kaj potrebno spremeniti, ni zgodilo. Sta pa tako vodja poslancev kot evropski poslanec na dolgo in na široko razpravljala o tem, ali je nekdo politik v zaporu, ali je zgolj politični zapornik, ali je morda kar oboje. Ne verjamem, da večino Slovencev kaj malo zanima ali mi je malo mar za to, kako se kdo v zaporu imenuje. Tudi ne verjamem, da bo taka dvoličnost zdaj obrodila okusen sad. Prepričan pa sem, da bi večini, za kar se politiki moramo zavzemati, uresničitev vsaj kakšnega od gornjih predlogov še kako lahko olajšala vsakodnevno življenje in vsaj deloma povrnilo upanje v pravičnost. Resnično demokratična država, resnično pravna država bo za mnoge pomenila zapor. Zato potrudimo se narediti tako državo in ne politizirajmo. Ko nam profesor pravne fakultete na javni z našim denarjem financirani televiziji razlaga, da pravo ni matematika, to razlaga zgolj do trenutka, ko izstavi račun, in da leta in leta dolgo trajanje postopkov na naših sodiščih še ne pomeni neučinkovitega pravnega sredstva, se upravičeno sprašujem, ali se norčuje iz zdrave pameti Slovencev. Zahteva po pravičnosti v družbi bi morala biti na prvem mestu programa stranke, ki se ponaša s krščansko-demokratskim pridevnikom. Četudi v času opozicijske vloge marsikaj ni moč uresničiti, to ne pomeni, da se za to ni potrebno zavzeti ali dajati zakonskih pobud. Le če nas bodo ljudje slišali in bodo naše ideje in predlogi jasni, se lahko nadejamo, da nas bodo prepoznali kot politično opcijo, ki je vredna zaupanja.
Gospodarstvo je bila udarna, danes večkrat slišana tema, po mnenju nekaterih kar prelomna točka našega programa. Ne morem trditi, da je vse, kar so povedali predhodniki, ni res. Drži, naš gospodarski program ni neoliberalen, naš gospodarski program je vse kaj več kot neoliberalen, a poglejmo resnici v oči, kako so ga dojeli mediji in kako so ga razumeli volivci. To je tisto, kar šteje, ne tisto, kar je napisano, tisto, kar ljudje prepoznajo, tisto je resnica. Od letošnjih volitev se zdi, kot da gospodarskega programa krščanska demokracija prej ni imela. To ne drži. Že za časa Bajuka je bil čas, ko je bil gospodarski del našega programa pomemben, a ne tako, kar je za krščansko demokracijo logično, da bi vse ostalo ne bilo predstavljeno. Lahko sicer ugotovimo, da imamo, kot sem dejal, dober program, ki obravnava tudi druga važna področja, a dejstvo je, da so mediji, posledično pa tudi širša skupnost, naši volilci, to našo novo kvaliteto, v narekovajih seveda, po njihovi oceni, posledično pa tudi ostali, prepoznali kot neoliberalen gospodarski program. Toliko bolj, ker smo v bok programu postavljali ljudi, ki niso klasični mali in srednji podjetniki, nismo postavili v bok ljudi, ki v družinskih podjetjih ustvarjajo težko zasluženo dodano vrednost in ki jih v naši stranki ni malo. Ti so nosilci gospodarstev tudi v tako pomembnih gospodarskih velesilah, kot je Nemčija. Na žalost je tudi v tem delu našega programa veljal tisti slovenski rek: povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si. Zato mi je žal, da namesto teh ljudi, ki sem jih imenoval, da smo namesto teh ljudi ob bok postavili klasičnega teoretika neoliberalne ekonomije, gospoda Pezdirja, in da tudi zaradi tega naš program ni bil prepoznan drugače. Neoliberalni program ni program krščanske demokracije in ni program Evropske ljudske stranke. Take programe v Evropi zagovarjajo liberalne stranke. Socialno-tržno gospodarstvo, zasnovano na vsaj dveh ključnih vrednotah, ki so v našem programu poudarjene, žal pa niso bile predstavljene, so tisto, kar po moji oceni mora usmerjati naše gospodarstvo. Zgolj politične zaveze o manjših davkih, o 10 namesto 5, ki bodo davke plačevali, in o tem, da bo socialna vrsta potem, ko bomo gospodarstvo umeli in učinkovito, niso dovolj. Dve ključni vrednoti, ki sem jih omenil, to je okolje, ki zagotavlja red, in ljudje, ki so svojo integriteto sposobni pošteno voditi podjetja, nista našli dovolj prostora v predstavitvi našega programa. Tudi tu je bila posredovana množica idej in predlogov, ki takrat z obrazložitvijo, da je potrebno napisati splošen, kot nekakšno ustavo začrtan program, konkretne rešitve pa bodo prišle kasneje, na žalost ni bilo predstavljenih. Naj jih nekaj naštejem in upam, da bodo v pomoč našim nadaljnjim usmeritvam. Imamo srečo, da smo v opoziciji, kajti prihaja čas, ko bo več kot očitno tudi v javnem sektorju potrebno zarezati. Res je, da nas je tudi tukaj oblikovalo predvsem izrazito oprezno podajanje stališč. Nižanje plač najbrž ne bo potrebno, odpuščanj ne bo, standardi in normativi so primerni, kar bi še lahko razumeli, ko bi se ta naš trud usmeril pretežno v zaščito ali celo povišanje tistih najnižjih plač, vojakov, policistov, medicinskih sester, nikakor pa ne v potezah, ki so slutile, da gre zgolj za to, da ohranjamo status quo. Pošteno plačilo za pošteno delo je ena najpomembnejših vrednot socialno-tržnega gospodarstva.
In ko smo v javnem sektorju soočeni z dejstvi, da se tam ponuja delo, ki ga lahko ljudje kot neko miloščino opravijo brezplačno, je nekaj hudo narobe. Zakaj o tem, da je nesprejemljivo, da javni sektor, tudi občine in drugi državni organi omogočajo brezplačno delo, še nismo spregovorili? Kdaj bomo spremenili zakon o javnih naročilih in iz vreče javnega denarja omogočili participirati najširšemu krogu podjetnikov in družb? Kdaj bomo resno razmislili o predlogu, ki sem ga posredoval že pred leti in je vsekakor del ekonomske politike, da se pogovorimo o pokojninah, ki bodo vsaj delno vezane na število otrok. Nekje to imenujejo davek na samskost, kje drugje drugače, nikjer pa to ni tabu. Tudi za nas ne bi smel biti, če res zagovarjamo družino, družinsko politiko in ne želimo zgolj ugajati. Zakaj morajo delavci, kmetje, zdravniki, inženirji in mnogi drugi poklici svojo ceno preverjati in jo usklajevati na trgu? Le odvetnikom, notarjem, stečajnim upraviteljem in tistim, ki so si praktično podredili to družbo, je cena in obseg že vnaprej zagotovljenja. Kdaj bomo zahtevali spremembe tu? Vsak funkcionar kot javni delavec mora prijaviti svoje premoženje in v primeru lastništva podjetja mu je bistveno omejeno ali celo onemogočeno poslovanje z državo. Razumljivo. Po drugi strani pa lahko iz dneva v dan opazujemo univerzitetne profesorje, posebej tiste pravne, ekonomske fakultete, ki s svojimi zasebnimi podjetji, inštituti ali kot posamezniki z javnim sektorjem nesorazmerno služijo. Že davno sem predlagal zakon, ki bi takim entitetam prav tako kot drugim funkcionarjev onemogočal poslovanje z državo. Po eni strani smo priča neverjetnim zaslužkom posameznikom, po drugi strani pa množica tistih, ki bi v javnem sektorju morala producirati, zgolj naroča in drži javno upravo. Fleksibilnost trga dela, ki bi vsaj delno vzpostavilo okolje, kjer vlada red in socialno-tržno gospodarstvo in ne postsocialistični sindikati na eni in samo s profitom okuženi tajkunski lastniki na drugi strani, bi morala v okviru gospodarskega programa biti ena naših ključnih tem. Zagotovo so možnosti, da bodo delavci, ko ni dela, odpuščeni in ko bo delo, zopet najeti, brez tega, da bi bili socialno ogroženi. Nič od tega, kar sem predstavljal, nič od tega, kar zagovarjam, ni topla voda. Ozrimo se naokrog, ponudimo rešitve, ki jih ponujajo evropsko primerljive države in ne ostajamo na ravni političnih krilatic. Za konec še stališča in osvoboditev. V svoji 25-letni, pretežno volonterski, politični aktivnosti v okviru krščanske demokracije, vse od tistih prvih volitev, o katerih sem govoril na začetku svoje predstavitve, nisem svojega dela ali programa stranke doživljal nesvobodno ali kot prisilo. Nikoli tudi nisem naših programskih zavez ocenjeval kot kopijo ali satelit kakšne druge stranke, še manj sem se bal izpostaviti za našo, za pravo stvar. Zato me je silno začudilo, ko sem v medijih spoznal ne samo to, da sem satelit, ampak da so nekateri v naši stranki svojo delo in pot, po kateri moramo iti, prepoznali kot pot osvobajanja. Osvobajanje od koga? Od ideje slovenske pomladi? Morda. Osvobajanja od idej socialno-tržnega gospodarstva, o katerem sem govoril v nadaljevanju. Osvobajanja od trdih in jasnih stališč, ki nam jih nemalokrat primanjkuje, ali pa morda celo osvobajanja od stranke, ko leta ni več v poziciji. Spomnim se časa, ko smo izpadli iz parlamenta in ko so se kar nenadoma drug za drugim iz stranke poslavljali, izstopali pomembni na ključna mesta gospodarstva postavljeni kadri. Kako upravičene kritike
o kadrovski politiki je tedaj doživljal predsednik Bajuk in kako trdnega zaklinjanja, da teh napak ne bomo ponovili, je bilo slišati iz ust nove vodstvene ekipe. Tudi leta 2012, ko smo vstopili v vlado, je kar naenkrat zanimanje za vrednote krščanske demokracije izjemno naraslo. Posebej, če so te vrednote bile opredmetene skozi kakšno funkcijo v upravi ali nadzornemu svetu posameznega državnega podjetja. In glej ga zlomka, kako so po padcu naše vlade ta isti vrednotarji kar naenkrat niso več mogli pokazati kot člani ali podporniki Nove Slovenije. To bi jih lahko stalo položaja ali poslov, ki so jih načrtovali. Pa tudi sicer je vedno lažje biti na varni strani. Kot slaba ponovitev tistih Bajukovih časov. Na srečo danes ljudi ni več mogoče enostavno pospraviti, lahko pa se jih še vedno ekonomsko uniči. A da bo družba drugačna, ne bodo poskrbeli tisti, ki ne upajo zastaviti svojega imena, tudi ne tisti, ki so sposobni zgolj dialoga, temveč tisti, tako je v zgodovini vedno bilo, ki so sposobni dejanj. Zato vsem osvoboditeljem svetujem, naj pogledajo, od koga se osvobajajo, da se ne osvobodijo tudi od tistih, ki so celoten čas slovenske tradicije bili stebri krščanske demokracije ali njihovo intelektualno zaledje. Krščanska demokracija nikoli ne bi smela delovati po principu izključevanja, ne do drugače, ne do sorodno mislečih. Še manj ali pa najmanj bi svojo politično smer morali graditi na iskanju sovražnikov, ne notranjih, torej ne tistih v stranki, kot tudi zunanjih ne. Zato je teza o tem, kako se bomo osvobodili, popolnoma zgrešena. Ne osvobojeni od drugih strank, boljši od njih je potrebno biti. Ne osvobojen od SDS-a, boljši od SDS-a je potrebno biti. Boljši pa nisi tako, da zgolj stokaš in jokaš, kakšne kravice se ti godijo, kako neenakopraven partner si, kako čakaš novega napada in niti ne tako, da lastnih napak nisi pripravljen ne priznati, ne popraviti. Boljši si, kot te volilci, tako kot v socialno-tržnem gospodarstvu, oceni za boljšega. To dokazujejo naši župani, to smo že dokazovali v vladah, kjer smo praviloma bili najbolj kredibilen partner, to je krščanska demokracija zgodovinsko že večkrat dokazala. A ne z osvobajanjem. Osvobajali so nas v zgodovini že mnogi, vse prevečkrat manipulativno in s prevaro. Verjamem, da bomo kmalu zopet v času, ko bomo volivci pomladnega, desnosredinskega, demokratičnega, kakorkoli že hočete, bloka, imenovanega bloka, na najpomembnejša mesta v družbi zopet lahko izbrali desnega politika. Ne le bili primorani izbirati boljšega od dveh levih. Bolj jasna stališča bomo imeli, bolj odkrito bomo spregovorili o resničnih težavah naše družbe, pa tudi stranke, prej se bo to zgodilo. Včasih je bilo naše geslo beseda velja. Zato naj rečem, da bo vaš glas zame glas za jasno besedo, razumljiva stališča in konkretna dejanja. Pa tudi glas za politika, ki se je sposoben za napake, ki jih je storil, opravičiti, priznati in svojo smer napačnih smeri korigirati. Naj se na koncu posebej zahvalim tebi, Ljudmila, za zaupanje, ki si mi ga namenila s predlaganjem na podpredsedniško mesto. Živela Nova Slovenija!